Dober dan, to je N1 studio. Dobesedno na vrat na nos so poslanci vladajoče Svobode sinoči vložili zakonski predlog, ki ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Kot smo razkrili, na N1 predlagajo prenos obstoječega dopolnilnega v obvezno zavarovanje. Vsi bi plačevali po 35 evrov mesečno. To so storili v tajnosti. Koalicijski partnerji so bili obveščeni tik pred zdajci. Razlog pa med drugim tudi občuten dvig premije pri eni od zavarovalnic, padanje podpore vladi in največji stranki Gibanje Svoboda premierja Goloba ter strah, da bi jih pri tem prehitela opozicijska SDS. Ob tem se odpira vrsta vprašanj, zato prav lepo pozdravljam današnje goste. Predsednica odbora za zdravstvo iz Svobode Tamara Kozlovič, dober dan. Član odbora Zvone Černač iz SDS, pozdravljeni. Koordinator Levice, podpredsednik vlade in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, dober dan. In poslanec Nove Slovenije Jernej Vrtovec, dober dan. Dober dan. Začnimo pa midva, gospa Kozlovič. Zakaj torej tak način vložitve? Takšna naglica, niti koalicijskih partnerjev niste povabili k podpisu tega izjemno pomembnega predloga, ki ga imate zapisanega v koalicijski pogodbi. Zakaj? Torej, najprej ne morem se nikakor strinjati z vami, da gre to na vrat na nos. O ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se govori že 20 let, ne nazadnje leta 2019 in 2020 je predlog ukinitve obravnaval tudi Državni zbor, torej novela zakona je prišla do tretje obravnave v Državnem zboru in poslanci Svobode smo se odločili, da na podlagi tistega zakona, ki je že opravil neko razpravo, ga nadgradimo z pripombami, ki so takrat prišle na predlagano novelo in smo pripravili zakon, ki ga podpirajo tudi koalicijski partnerji, zato smo ostali danes ga predstavili praktično vsi tri koalicijski partnerji. Zakaj pa jih niste potem povabili, da dajo svoje podpise pod ta zakon? Vse jih verjetno bojo še dali. Zakon je vložen, ne? Podpise se lahko vedno dogaja, predvsem je pa pomemben namen tega zakona. Torej, vsem koalicijskim strankam se zdi nedopusten dvig dopolnilnega zavarovanja. Zato so glavni cilji predloga novele, ki smo ga vložili, torej zamrznitev višine, ohranitev števila zavarovancev, namreč bojazen je, da bi zaradi povišane podražitve dejansko ljudje odpovedovali dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Cilj je tudi ta, da se vsa sredstva ohranijo v javnem zdravstvenem sistemu, v javni zdravstveni blagajni in ne več pri zasebnih zavarovalnicah. Tako da zakon smo vložili po rednem postopku, kar omogoča še dodatno razpravo in nenazadnje tudi izboljšavo predloga, ki smo ga vložili. Bi pa še eno stvar povedala, absolutno nas nikogar ni strah, absolutno nismo zakon vložili, ker bi se bali SDS ali kjerekoli druge stranke. Če se že koga bojimo, se lobijev, ki že več kot 30 let krojijo slovenski zdravstveni sistem, ampak tudi tukaj želimo narediti konec in zdravstvena reforma, ki jo pripravljamo koalicijski partnerji, bo naslovila tudi ta vprašanja. Ja, koalicijske partnerje ste pa obvestili včeraj popoldne. Gospod Mesec, leta 2019 ste ravno zaradi predlaganega načina prenosa dopolnilnega zavarovanja odrekli podporo vladi Marjana Šarca. Vi ste takrat rekli, nesprejemljivo je, citiram, da bi poslanici in upokojenec 400 evri mesečne pokojnine še naprej plačevala isti znesek za zavarovanje. Točno tak predlog je zdaj vložila Svoboda in vi to podpirate. Prav tako ne predvideva dodatne obremenitve delodajalcev, kot ste zahtevali takrat v letu 2019. Zakaj ta obrat? Slabo se spomnite, tisti zakon smo vseeno podprli. Desus in SMC ga nista podprla. Ostale 4 stranke, ki smo podpirale ali tvorile koalicijo. Ampak rekli ste nesprejemljivo je. Jaz nisem rekel, da niste podprli. Jaz sem rekel, kaj ste, vaš citat sem navedel. Ja, ampak ta citat je namigoval na to, da je to prvi korak, ki potrebuje še drugi korak. To je pretopiti prispevek, ki ga plačuje enakem znesku snažilka in predsednik uprave v pravičen, solidaren prispevek. To smo danes, če ste poslušali tiskovko, vsi skupaj napovedali, da se bo to zgodilo do konca leta 2024. Sicer pa jaz se nikakor ne morem strinjati, da je šlo tukaj za akcijo na vrat na nos. Jaz bi rekel končno. Odkar sem v politiki od leta 2014, smo se borili za to, da bi se dopolnilno zavarovanje ukinilo. In evo, zdaj imamo končno vlado, ki je to pripravljena narediti.
Ampak ni to ta skrivnostnost? Včeraj so najprej izvedeli poslanci Svobode na seji poslanske skupine, potem pa še vi in SD. Ni to preresna stvar, da gre nedogovorjena, neusklajena v parlamentarni postopek? Šla je po rednem postopku, tako da bo časa za razpravo več kot dovolj. Je pa tako, kot sami vidite, če poskušamo na nek lep način začeti razpravo o bodisi pokojninski reformi, bodi zdravstveni reformi, potem začnete zelo hitro govoriti po 14 dneh, da je vlada nesposobna, da se nič ne premakne, kje so ukrepi. Zdaj, ko smo šli po obratni poti, se pravi najprej z zakonom, potem z razpravo, pa pravite, da je to na vrat na nos in neusklajeno in neodgovorno. Tako da mogoče bomo do konca mandata našli neko srednjo pot, da bo tudi komentatorjem všeč. Gospod Černač, to ni noben korak k zdravstveni reformi, to je dejanje iz obupa, je ob novici po našem razkritju zapisala vodja vaše poslanske skupine, gospa Jelka Godec. Se vi z njo strinjate? Je to dejanje iz obupa in zakaj? Glejte, bom citiral predsednika vlade na tiskovni konferenci o vložitvi tega zakona, ki je dejal približno takole, da se za 95% zavarovancem s tem zakonom ne spreminja ničesar. In res se ne spreminja ničesar, še naprej bosta predsednik uprave kot snažilka plačevala isto premijo 35 evrov, tako kot plačujeta danes. Tudi se ne ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, preoblikuje se v obvezno, iz prostovoljnega v obvezno. Vsak mesec bo vsak moral 35 evrov pod prisilo izvršbe ta znesek tudi plačati. Tako da to je neka rokohitrska akcija, moram reči, še posebej po tistem, ko smo 2 meseca nazaj poslušali predsednika vlade in gospoda Mesca na Brdu pri Kranju, kjer so dejali nekako tako, da so pogledali, kaj je prioriteta na področju zdravstva in so ugotovili, da je prioriteta Zavod za zdravstveno zavarovanje, ne pa preoblikovanje oziroma ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. In da se tam najprej potrebno lotiti problema, ker je tam 5 milijard, pri dobičkih zavarovalnic pa samo 50 milijonov. Zdaj po 2 mesecih se je zgodilo ne vem kaj, ker ta zakon tudi ne posega v predviden dvig premij. Posegla bo uredba, ki jo predsednik vlade napoveduje, in v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke to podpiramo, uredbo o zamrznitvi premije. Tudi mi menimo, da ta dvig ni primeren in ni dopusten in ne se zgodi že danes na dopisni seji vlade ali pa na jutrišnji redni seji vlade. Ta vložitev te novele povrhu po rednem postopku je pa neka improvizacija na improvizacijo, ki jo strani vlade gledamo že nekaj časa. Prejmo še vam, gospod Vrtovec, najprej odziv, gospod Mesec, to, kar pravi gospod Černač. Mislim zdaj kot prvo, mislim, da se vsi za to mizo strinjamo, da je podražitev na 45 evrov nedopustna. In s tem ukrepom danes, ki ga bomo dopolnili tudi z ukrepom kontrole cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bomo vsakemu upokojencu, vsakemu zaposlenemu prihranili 120 evrov letno, ker te podražitve ne bo. Druga stvar, dopolnilno zavarovanje nikoli ni bilo prostovoljno. Dopolnilno zavarovanje, če si hotel imeti dostop do zdravnika, v Sloveniji si ga enostavno moral plačati. Tako da v tem smislu se ničesar ne spreminja, dobivamo in ustvarjamo pa podlago, da to zavarovanje postane tudi pravično. In to smo danes jasno povedali. Dopolnilno zavarovanje je bilo in je še danes prostovoljno zavarovanje. Res pa je, da ni storitev oziroma jih moraš plačati, če nisi zavarovan. Sedaj se to preoblikuje v obvezno zavarovanje. Tako da glede cen, ta zakon nič ne določa glede dviga cen. To morate urediti z uredbo in jaz verjamem, da boste to uredili. Vse ostalo je pa neko ceneno piarovstvo, ne vem čemu namenjeno, ker v skladu z besedami, ki jih je rekel premier Golob, da se nič ne spreminja in da se ne bo nič spremenilo, žal se tudi na vsebinskem področju ne bo nič spremenilo. Ljudje zaradi tega zakona ne bodo imeli nič boljših storitev, prej slabše. Se strinjate s tem, gospod Vrtovec? Obstaja še druga prostovoljna stvar, ki jo 95% ljudi plačuje, kar pomeni, da ni prostovoljna, ker vsi vemo, da izbira, plačaš 45 evrsko položnico ali pa boš doplačal, na pamet govorim, 1200 evrov ob menjavi. Če dovolite, minister, bi dali besedo še gospodu Vrtovcu, ki čaka, izvolite vaš pogled. Stvar je zelo enostavna. Ljudje bodo plačevali ravno toliko, kot so plačevali do sedaj. S tem, da jih bo še več plačevalo, ko bo to obvezno zdravstveno zavarovanje, naslov bo drugi. V bistvu zbrani denar ga dajemo velikemu konglomeratu, to je ZZZS, ki očitno, da ne bo pomote, dela z visokimi izgubami in iz proračuna vsako leto vedno več. Doplačujemo finančna sredstva v Zavod za zdravstveno zavarovanje.
Torej, sedaj bodo imeli še več finančnih sredstev za približno 15%. To pomeni, da dajemo na to isto košaro še več denarja na enak način. Je pa tukaj eno temeljno vprašanje. Koalicija govori, da bomo na ta način privarčevali pri dobičku zavarovalnic v višini 50 milijonov evrov. Potem se pa poraja eno temeljno vprašanje. Zakaj potem še vedno vztrajamo pri teh 35 evrih, če bomo prihranili 50 milijonov evrov? Potem bi takem lahko bila ta skupna premija, ki bo šla v obvezno zdravstveno zavarovanje kot obvezna, 25 evrov, pa če bomo tukaj privarčevali 50 milijonov evrov. Mislim, da je fokus bi moral biti popolnoma drugje. In sicer najprej preoblikovanje velikega monopolista ZZZS-ja. Tukaj dajemo poudarek na Novi Sloveniji. Odpraviti potrebno tukaj ta monopol, ki ga ima, prestrukturirati sam ZZZS, da ne bo več finančno izgubarski. Kajti, če pogledate lansko poročilo o poslovanju ZZZS-ja, oziroma predlansko, boste videli, da iz proračuna namenjamo vedno večja finančna sredstva za tudi to, ker se širijo pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in ZZZS dela zgubo. Nič drugače, kar je tudi zapisano v samem zakonu, ki ga sedaj koalicija vložila, ne bo pri tem obveznem zavarovanju, ki je bilo zdaj dopolnilno. Torej, iz ene košare denar prelagamo v drugo košaro, s tem, da to, kar je zlasti Levica govorila v zadnjih 10 letih, da zavarovalnice ustvarjajo velike dobičke, 50 milijonov evrov, in da tukaj lahko privarčujemo, s tem zakonom teh 50 milijonov evrov mi ne bomo nikjer prevrčevali, ker premija ostaja ista. Zakaj torej, gospa Kozlovič, ni, recimo, kot pravi gospod Vrtovec, ta znesek 25 evrov in pod vprašanje, glede na to, da minister Bešič Loredan, da je pripravil, da je tudi že predstavil zakon o spremembi načina delovanja ZZZS-ja, ker da ta trenutno ni ustrezen, vi pa temu istemu ZZZS, ki trenutno deluje, kot deluje in s tem niste zadovoljni, dajete dodatna sredstva. Kako gre to skupaj? Torej, kot ste že vi povedali, je v obravnavi tudi zakon o zdravstvenem zavarovanju, kar pomeni, da se usporedno dela tudi na preoblikovanju ZZZS-ja, tako da ta problem recimo naslavljamo. Jaz bi še enkrat povedala, absolutno ne na vrat na nos. Torej, v Državnem zboru imamo koalicijski partnerji delovno skupino, ki se srečuje vsak četrtek. Pa je vedela, kje je v tem ta delovna skupina? Pogovarjali smo se o načinu, kako ukiniti dodatno zavarovanje, na kakšen način v bistvu zmanjšati, pa ne akcija iz obupa, ampak predvsem kot preprečitev obupa naših zavarovancev, kot je povedal že minister Mesec, ne bojo rabili plačevati 120 evrov več sredstev zaradi višanja cene. Torej, prišel je ta moment, prejšnji petek se je minister za zdravje pogovarjal z vsemi 3 zavarovalnicami, ki so napovedali tudi podražitve. Torej, mi nismo določili v predlogu zakona višjo ceno, ampak 35 evrov in to je prvi korak, torej umestna faza v toku zdravstvene reforme, ki bo pripeljala do novega načina financiranja slovenskega zdravstva, ki bo pravičnejši, in v okviru te širše razprave se bo naslovilo tudi načine, kako odgovoriti na vsa vprašanja, ki jih kolega Vrtovec tudi zdaj nanizal. Gospod Vrtovec? Bi pa sam še eno stvar dodala. Ravno zaradi takih razprav se 20 let v Sloveniji pogovarjamo o ukinitvi in do ukinitve še ni prišlo. Namesto, da bi politika stopila skupaj in tudi ta predlog, ki smo ga mi vložili, da bi konstruktivno izboljšali člene, če mislijo, da so pomanjkljivi, zato ker, kot sem povedala, mi rešujemo obup naših državljanov, zato da ne bojo plačevali 120 evrov več, če do podražitev pride. In ta zakon ravno to z uredbo, ki jo bo vlada sprejela, zamrznuje. Gospod Črn... V samem tem zakonu je predvidena tako imenovana beseda valorizacije, torej usklajevanje enkrat letno z rastjo. Prvič 2025. Do takrat pa, do takrat bomo zdravstveno reformo že uvedli. Lahko govorim, gospod Orešček, če lahko, prosim. Izvolite, gospod. Se pravi, 2025 začne enkrat letno usklajevanje z rastjo življenjskih potrebščin. Vi morate vedeti, da že sedaj iz državnega proračuna, zaradi tega, ker ZZZS se pravi naredi več storitev in tako naprej, ali pa se širijo pravice in tako dalje, doplačujemo več denarja v ZZZS, ampak ne z naslova pobranih prispevkov, ampak iz naslova državnega proračuna. To omogoča sedaj tudi in je podlaga s to valorizacijo tudi v tej samem zakonu. In nihče ne daja zagotovila, da tako kot je zdaj neupravičeno
so zavarovalnice ena rekla, da bo imela premijo 45 evrov, nihče ne zagotavlja, da leta 2025 ta premija, ki je zdaj 35 evrov in gre v obvezno zavarovanje, ne bo potem 50 evrov. Samo kriva za to bo vlada, ne pa več, kakor so bile do zdaj zavarovalnice. V bistvu samo isti elemente imamo, samo pač enkrat letno bo vlada ocenila, kaj narediti, če se bojo slučajno širile pač in pravice in podražile same storitve. A lahko zagotovite na tem mestu, gospod Mesec, da se to ne bo zgodilo? To, pred čimer svari gospod Vrtovec. Ja, zdaj prva stvar. Danes smo vsi tri koalicijske stranke smo povedali isto. Do konca leta 2024 bomo priskrbeli sistemski vir financiranja, da bomo lahko ta prispevek ukinili. Se pravi, do takrat bomo to ukinili, do leta 2025. Druga stvar, ki bi jo rad povedal, je tale. Gospod Vrtovec je rekel, da prihranki zavarovalnic 50 milijonski pač se ne bodo nikjer poznali, ker jih enostavno ne bo več. Glejte, mi smo do zdaj z dopolnilnim zavarovanjem, so zavarovalnice letno zbrale 600 milijonov evrov. Od tega so jih 50 milijonov zadržale zase, 1/12, kar pomeni, da eno od teh položnic, ki jo imate za nami, smo mi plačali zavarovalnicam, ne zdravstvu. Zdaj bomo vseh 12 plačil prispevalo zdravstveno blagajno in to je bistvena razlika. Kako odgovarjate na to? Sistemski vir financiranja ni nič drugega kot taka ali drugačna oblika davščine. Tako da ne zavajati in ne manipulirati. Kolegica poslanka pravi, mi ukinjamo prostovoljno zdravstveno, dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ne ukinja se dopolnilno zdravstveno zavarovanje, preoblikuje se v obvezno zdravstveno zavarovanje, kar je ena stopnja više. Za ljudi, kot je povedal vaš predsednik, se ne bo za 95% tistih, ki so danes dodatno zdravstveno zavarovani, se ne bo s tem zakonom popolnoma nič spremenilo. In namesto, da bi se vladajoča politika resno lotila preoblikovanja zdravstvenega sistema, izboljšanja delovanja zdravstvene zavarovalnice, izčiščenja raznih košaric in preoblikovanja tega dopolnilnega zavarovanja na ta način, da bi omogočalo nekatere storitve, ki niso nujno življenjsko potrebne ljudem, vse ostale, ki so nujno življenjsko potrebne, pa bi bile plačane iz obveznega, sedanjega obveznega zdravstvenega zavarovanja, so šli po 2 mesecih od tega, ko so napovedali, da to ni njihova prioriteta, na horuk vložiti nek zakon. Zakaj? Zaradi tega, ker so se bali, da bo neka skupina ljudi vložila nek zakon. To je, moram reči, zelo neresno in neodgovorno. Mi v tem trenutku moramo sprejemati odločitve. In tukaj vračam kolegici, opozicija bo podprla vse dobre odločitve, ki bodo šle v prid ljudem in ki bodo pomenile boljše in drugačne storitve, kot jih imajo ljudje danes. Vse. Ne moramo pa podpirati nekih odločitev, ki ne pomenijo nič novega in nič dobrega za ljudi. In čas je po letu dni vladanja, da se na tak rokohitrski način nehajo na mizo metati predlogi, ki ne pomenijo nobene dodane vrednosti. Danes smo na enem odboru obravnavali noveli 2 zakonov, ko ste jih predlagali pred 3 meseci in ste ugotovili, da niso dali tistih učinkov, kot ste vi želeli. In nekaj podobnega se bo zgodilo tudi na tem področju. Tako da potrebno se je zresniti, zdravstveni sistem nujno potrebuje spremembe, to dopolnilno zdravstveno zavarovanje seveda tudi, ampak na ta način, da je v ospredju človek, da je v ospredju pacient in da je v ospredju storitev, ki jo mora biti deležen brez čakanja. Kako boste zagotovili, gospa Kozlovič, da bo dejansko zdaj s tem novim načinom boljša tudi dostopnost? Ker to je tisto, kar je ključno za tistega, ki to plačuje, morda ne glede na to, koliko plačuje, če ima višji dohodek, samo da dobi tisto storitev, ki je trenutno ne dobi oziroma mora na to čakati nerazumno dolg čas. Absolutno je to ena izmed prioritet, ki jo naslavlja zdravstvena reforma in v bistvu me veseli, ker sem razumela kolega Černača, Katera rešitev bo omogočila boljšo dostopnost? Jaz sem rekla zdravstvena reforma, ne pa ta novela. Zdaj se pogovarjamo o konkretnem zakonu. Se pravi, ta zakon ne pomeni nobene dodane vrednosti. Skratka, me veseli, da je Černač praktično povedal skoraj da bojo podprli naš zakon, kar naslavlja dobrobit ljudi. In kaj je ta dobrobit? Torej, da ne bojo plačevali 120 evrov več, kolikor bi plačevali, če bi do podražitve prišlo. In sam še ena stvar, gospod kolega poslanec, dobički in tudi režijski stroški, ki jih zdaj beležijo zasebne zavarovalnice, bojo ostale del javne blagajne. Isto bodo plačali kot danes, zamejitev podražitve pa morate urediti z uredbo. In gremo... To lahko naredi vlada danes, oziroma bi lahko že včeraj.
Tu bi še nekaj pojasnil. Povabili smo torej vseh 5 parlamentarnih strank, v SD nam niso mogli zagotoviti sogovornik, ampak kar se tiče SD, oni podpirajo predlog, ta predlog, čeprav ne predvideva tako imenovane solidarnostne lestvice, ki so jo v bistvu zagovarjali in predlagali že leta 2019, torej da tisti z višjimi prihodki plačujejo več in obratno. Pri tem naj bi po naših informacijah ustrajali tudi tokrat. Boste tudi v Levici ustrajali pri tem, gospod Mesec, glede na to, da je v bistvu vaš prvotni predlog takrat iz 2019 tudi šel v to smer. Nenazadnje tudi Glas ljudstva zdaj predlaga prav to. Predlog vseh 3 koalicijskih strank je, da se v prvem koraku ukine oziroma prenese dopolnilno zavarovanje v Zavod za zdravstveno zavarovanje, v drugem koraku do konca leta 2024 pa ga pretopimo v solidarnostno dajatev. To je predlog vseh 3 koalicijskih strank in tako smo danes tudi povedali na tiskovni konferenci. Sicer pa mislim malo je utrujajoče, se strinjam tukaj z kolegico Kozlovič, ker mislim, jaz tudi drugod govorim, pač ministrstvu o svojem in tako naprej, da ni treba vsak dan tekmovati, kdo je pametnejši ali pa kdo bo koga bolj skritiziral, ne? Ker to imamo zdaj spet to tekmo. Pač, ko se pač nekaj zgodi, ko se zgodi nekaj, kar mislim, da vsi 4 tukaj smo za tem, da se ne sme podražiti zavarovanje na 45 evrov. In mislim, da vsaj 3, z izjemo gospoda Vrtovca, ki ima drugačen pogled pač na to, kako bi morala teči zdravstvena reforma, nasprotujemo temu, da se s položnicami plačuje dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zakaj ne moremo enkrat reči, ok, to je korak v pravo smer, ga bomo pa tako in tako dopolnili. Javna razprava bo trajala 3 mesece. Gospod Vrtovec, 50 evrov ni bistvo problemov pri zagotavljanju boljših storitev in boljše dostopnosti ljudem. To ni bistvo problemov, oprostite. Vi ste na vladi zato, da sprejmete ukrepe, ki bodo ljudem omogočali, kar ste obljubljali, storitve brez čakanja, specialista brez čakanja in tako naprej, ne pa da sprejemate ukrepe, ki trenutno onemogočajo 700 starostnikom, ker ni osebja, da bi delali v domovih za starejše, da bi bili sprejeti v domove za starejše. Gospod Vrtovec, kakšni so vaši predlogi tu? Najprej se moramo odzvati na kolega Mesca, ki je dejal, da pač ni nam v interesu, da plačujemo zdravstvene storitve preko položnic. Kakšna razlika, ali plačaš ti 35 evrov na položnici ali pa plačaš od prispevka svoje plače in ko govorimo o konglomeratu, ZZZS, nihče ne govori, koliko je svoje storitve podražal ZZZS in financiramo to iz proračuna. Enkrat bo v tej malhi denarja, zlasti zdaj, ko se govori o fiskalnem pravilu in ponovni uvedbi fiskalnega pravila. Če bo jaz finančni minister, bi me danes bolela glava. Zaradi tega, ker nihče ne govori o tem, koliko bomo mi morali dofinancirati tudi z tega naslova, kar se danes zgodilo, to veliko malho proračunsko denarja, tudi z naslovom, da bo šlo to v zdravstveno blagajno. Tu bi vskočil, ker imamo odziv zavarovalnega. Sam mečkam še. Vsem je v interesu, da ljudje dobijo dostopne storitve. In tudi v Novi Sloveniji je v interesu, da ljudje zato, ker plačajo, tudi dobijo. Danes pa plačujejo, pa nič ne dobijo. In to se mora spremeniti. Na podlagi tega zakona pa se to nič ne spreminja. Proti koncu gremo, samo še tole, če dovolite, gospod Černač, imamo tudi prvi odziv zavarovalnega združenja. Oni ocenjujejo, da če se bo šlo ukinitev, kot je zdaj načrtovana, bo v zdravstvenem sistemu primanjkovalo najmanj 200 milijonov evrov sredstev do konca leta, v naslednjih letih pa še več. Ali bo to finančno ministrstvo pokrilo, ne glede na višino tega primanjkljaja, gospa Kozlovič? Lejte, če ti podatki držijo, to pomeni, da bo to ne glede na to, ali ukinemo dopolnilno ali ga ne ukinemo. Premier vaš je rekel 180 milijonov, zdaj oni pravijo 200 milijonov. 180 milijonov je privarčevan znesek, če se izračuna povišanje cene, ki bi ga mogli plačevati vsi državljani, ki danes plačujejo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Torej to privarčujejo naši državljani in državljanke na leto. V zakonu piše, da bodo pač to pokrili davkoplačevalci iz proračuna in nobenega limita. Ali je to 100, 200 ali pa 500 milijonov. Zaključna misel, gospod Mesec. Zaključna misel je, da kritizirati je lahko, pohvaliti je precej težje. Gospod Vrtovec? Jaz si želim, da se skrajša čakalne vrste in da ljudje za to, kar plačujejo, da tudi potem dobijo dobre storitve.
In na tej točki bi se vam zahvalil, da smo opravili to prvo razpravo. Zagotovo jih še bo veliko, ko bomo tudi imeli več informacij. Bom drugi izraz uporabil kot strela z jasnega, pa vendarle je odjeknila ta novica, da so vaši poslanci to vložili. Hvala lepa, spoštovani gostje, gospa Kozlovič, gospod Černač, gospod Mesec in gospod Vrtovec, da ste prišli na N1. Hvala vam. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda spremljate še naprej n1info.si, kjer sproti objavljamo vse zadnje informacije v zvezi s to najnovejšo novico. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.